Spoštovane, spoštovani, dobrodošli v Slovenski matici. Lepo pozdravljeni, seveda posebej globoko pozdravljen naš današnji ugledni gost, kardinal dr. Franc Rode. Iskrena hvala, da ste prišli k nam. Počaščeni smo, da se danes tukaj v tem prostoru pogovarjamo o temah, ki zadevajo človeka, njegov obstoj, njegovo kulturo. Slovenska matica Slovenska matica je bila ustanovljena leta 1864. Ustanovili so jo zaneseni meceni, podjetniki, misleci, ki so vedeli, kaj pomeni ohraniti slovensko kulturo, slovenski jezik, kaj pomeni gojiti tiste najpomembnejše prvine naroda, ki ga ohranjajo živega ali zaradi katerih zazmeraj ponikne. In tako je minilo 150 let. Matica je najprej izdajala učbenike, skrbela za šolstvo, kasneje za znanstveni jezik v tem prostoru, bila pobudnica za ustanovitev Univerze v Ljubljani in Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Vsak trenutek je torej skrbela za to, da se, kakor danes, ne pogovarjamo o temah, ki jih izrablja in zlorablja za svojo demagogijo vsakodnevna politika, ampak da govorimo o najpomembnejših vprašanjih človeka, o metafiziki lepote, za katero vemo, da je že Platon trdil, da brez nje ni nauka o dobrem. In prav o tem bomo govorili danes. Kako povezati, kako vzpostaviti dialog med ars et religio. In seveda pozivam našega današnjega moderatorja, Jana Peršiča, da se ta pogovor začne. Hvala vsem, predvsem seveda današnjima organizatorjema, kulturno-umetniškemu društvu KUD in družina, kulturno-umetniškemu društvu Kdo in družina, da sta nas povedla v ta večer. Hvala in naj ars et religio spregovorita. Hvala. Pozdravljeni na prvem pogovornem večeru iz cikla Ars et Religio, ki ga soorganizirata družina in kulturno-umetniško društvo KUD Kdo. Namen tega ciklusa je ugotavljati, kakšno je razmerje med vero in umetnostjo in razmišljati o stališčih, ki jih imajo veroizpovedi in vere do tega pojava, torej do umetnosti in umetnikov. In sicer na več ravneh, na ontološki ravni, torej kaj umetnost sploh je, na estetski ravni, torej kaj je lepo in kakšna je njegova vloga, na etični ravni, torej kakšna je povezava estetike in etike oziroma nekih konkretnih vrednot družbenih, ter slednjič na družbeni ravni, to pomeni, kakšna naj bi bila vloga umetnika oziroma umetnosti v družbi. Na ta cikel smo povabili visoke predstavnike veroizpovedi oziroma ver, ki so avtohtone oziroma močno prisotne na našem kulturnem prostoru, torej Rimokatoliške cerkve, Srbske pravoslavne cerkve, Evangeličanske cerkve in muslimanske skupnosti. Naš prvi gost je kardinal Franc Rode in dovolite mi, da preden začneva z vprašanji, da na kratko orišem njegovo življenje s posebnim poudarkom na nekih momentih, ki so pomembni za našo temo. Torej, naš gost Franc Rode se je rodil v Ljubljani leta 1934, doma pa je na Rodici pri Domžalah. Odraščal je v številni družini in
v njegovem otroštvu je prišel še posebej v stik z krščansko kulturo v misijonskem središču v bližnjih Grobljah, kjer so bili lazaristi. Tam je recimo videl v Ljudskem gledališču predstavo Slehernika, ki je nanj napravila velik vtis. Tam je občudoval Jelovškove freske v cerkvi svetega Mohora in Fortunata in občudoval lepoto liturgije. To srečno otroštvo je bilo drastično prekinjeno maja 1945, ko je njegova družina morala bežati pred nasiljem komunistične partije, tako da je preživel naslednja leta po begunskih taboriščih in bil tudi takoj po vojni priča velike žalosti, spričo vetrinske tragedije, ko so zvedeli za usodo vrnjenih vojakov Slovenske narodne vojske in civilistov, in takrat je gospod kardinal tudi izgubil najstarejšega brata. Leta 1948 se je družina preselila v Argentino kot toliko slovenskih družin in ta eksodus je pomenil začetek tako imenovanega slovenskega čudeža v Argentini, ki pomeni to, da je vsega nekaj tisoč ljudi skozi več generacij ohranilo slovensko identiteto in jezik in ustvarilo nesorazmerno velike dosežke na umetniškem področju. Pravzaprav so ustvarili neko alternativno Slovenijo v tem meddobju pod Južnim križem. Gospod kardinal je v Argentini težko prenašal breme tujstva in pogrešal domovino, se pa je navzel nekaj romanske sproščenosti. Tam je vstopil v družbo lazaristov, misijonsko družbo lazaristov in pričel študirati teologijo, kar je kratko nadaljeval v Rimu in potem dlje časa v Parizu, kjer je bil leta 1960 posvečen v duhovnika, leta 1963 pa je doktoriral iz teologije. To obdobje v Franciji je še posebno formativno za njegov odnos do umetnosti, kajti neizmerno se je navdušil nad francosko kulturo, nad poezijo, nad pisatelji, nad arhitekturo. In v tem obdobju je tudi se začel zanimati za likovno umetnost, hodil je v muzeje, v galerije in tudi v kino je rad hodil. No, leta 1965 pa se je vrnil v domovino, ki jo je doživljal opojno. Sprva je bil 3 leta župnik pri Svetem Jožefu v Celju, potem pa leta 1968 bil predavatelj na Teološki fakulteti v Ljubljani, dokler ni zopet zapustil domovine leta 1981, ko je sprejel službo v Rimu na papeškem tajništvu za dialog z neverujočimi, kasneje papeškem svetu za kulturo, katerega tajnik je postal leta 1993. Leta 1997 je postal ljubljanski nadškof in slovenski metropolit in tega obdobja mislim, da ni treba posebej predstavljati, ker nam je vsem živo v spominu. Torej ni bil mlačen, bil je izrazit in da je sprožal burne odzive, zato je bil vedno iskan sogovornik. Leta 2004 pa je spet zapustil domovino in postal prefekt kongregacije za ustanove posvečenega življenja in družbe apostolskega življenja in bil povzdignjen v kardinala leta 2006. Gospod kardinal je v svojem življenju mnogo predaval doma in tujini, pisal strokovne članke v revije in v časopise in napisal tudi več knjig in v tem, kar je pisal, je izrazito prisoten, torej poudarjen čut za umetnost in zaradi tega smo se odločili, da ga prosimo, če bi bil naš gost. Toliko o našem gostu, če bi vi imeli še kaj dodati, če ne pa začnemo z vprašanji. V redu, vse je povedano. Torej, prvo vprašanje bo zelo splošno, morda preveč splošno, ampak prosil bi vas, če na hitro orišete odnos med vero in kulturo, namreč bi izhajal iz vaše izjave, torej, da je vera, ki ne navdihuje kulture, jalova. To ste kasneje tudi pri papežu Janezu Pavlu zasledili, torej, če lahko nekaj o tem poveste. Hvala lepa, Jan, za besedo. Hvala vam za vašo navzočnost nocoj. Torej, vera, ki ne navdihuje kulture, je jalova. To je misel pravzaprav Janeza Pavla II. In to misel sem večkrat uporabljal pri svojih predavanjih. Če gledamo zgodovino, dejansko je vsaka civilizacija doslej temeljila pravzaprav na religiji.
Angleški zgodovinar, filozof Arnold Toynbee v svoji monumentalni knjigi History, A Study of History, pravi 21 civilizacij ali kultur našteva od najstarejših znanih do sodobnih in pravi, vse te kulture so dejansko imele svoj temelj na religiji, v religiji. Torej, med vero ali med religijo in kulturo in umetnostjo je en izredno močna povezanost. Dejansko lahko rečemo, da smo tukaj pri nas v našem prostoru in v 20. stoletju imeli poskus neke civilizacije, ki ne bi imela religioznih temeljev. To je bila civilizacija komunizma, ravno tako tudi lahko rečemo civilizacija nacizma, ki dejansko te civilizacije so hotele imeti druge temelje. Niso več temeljile na religiji, ampak na drugih vrednotah. No, videli smo, da te civilizacije dejansko niso obstale. Dobro, vemo, kako je končal nacizem. Komunizem je sam po sebi nekako bi rekel, vase razpadel. Ni razpadel zaradi nekega zunanjega vpliva, ampak je razpadel sam v sebi, ker je bil pravzaprav votu, ker ni imel pravih temeljev. In lahko rečemo, da je resnični temelj, solidni temelj neke civilizacije, neke kulture, mora imeti neke transcendentne, presežne vrednote, ki jih lahko imenujemo religijo. Da. Potem bi vas še vprašal v zvezi s tem, da se v umeče bi se zdaj premaknili bolj konkretno na umetniška dela. Vi ste napisali, da se v umetnosti na specifičen način odraža neka kultura in nekje ste recimo rekli, da ste bistvo luteranstva bolje zaslutili skozi nek Drejerjev film kot iz knjig. In prav tako ste dojeli bistvo Francije skozi arhitekturo, skozi literaturo, skozi gregorijanski koral. Ali mogoče lahko poveste kaj več o tej moči umetniškega dela, da posreduje nek uvid v bistvo neke kulture? Ja, dejansko, recimo, če vzameš Drejerja, Theodor Drejer, danski režiser, velik umetnik, že pred drugo svetovno vojno, po prvi svetovni vojni je začel ustvarjati in dejansko on izhaja iz svoje luteranske vere, cerkve in iz tega luteranskega duha in izredno globoko pokaže, kaj je pravzaprav bistvo luteranizma. Tudi recimo njegov film o Ivani Arški, se pravi Jeanne d'Arc ali Ivana Orleanska, ki je katoliška figura, katoliška osebnost in tam sem jaz videl recimo, kako Ivano Arško izsiljujejo, da bi priznala, da je čarovnica, s tem, da ji odklonijo obhajilo, evharistijo. In Ivana Arška, ki hrepeni po obhajilu, pravzaprav nekaj prizna, samo da bi prišla do obhajila. In tukaj Drejer na pretresljiv način pokaže kot protestant
verjetno samega sebe kot protestant, ki nimajo Evharistije v pravem pomenu besede. On samega sebe slika, hrepenenje protestanta po resnični navzočnosti Kristusa v Evharistiji. Na dramatičen način, na genialen način, ampak izredno skromna sredstva pokaže, kaj pomeni za Ivano Arško in pravzaprav še bolj kot za Ivano Arško, kaj za njega pomeni sveta Evharistija. In to mi je dalo vedeti, kaj pravzaprav je protestantizem. Lahko bi, dobro, vzemimo Ruse, Rusi so genialni recimo v predstavitvi svojega pravoslavja, Tarkovski recimo, Andrej Rubljov, naprimer, pa še toliko drugih ruskih filmov, ki dejansko preko religije povedo, kaj je bistvo, kaj je dno, psihološko dno in bistvo nekega naroda. No, lahko bi šli, ne vem, v koliko primerih bi lahko govorili v tem smislu. No, to je moč umetniškega dela, ne, da hipno tako posreduje nek uvid v bistvo neke religije ali bistvo neke kulture. Naslednje vprašanje je precej delikatno, namreč napisali ste tako, da je vsaka pristna umetnost, tudi če nima izrečnih moralnih ali religioznih konotacij, že sakralna in religiozna, kolikor je interpretacija Božjega dela. Tako je estetsko izkustvo blizu duhovnemu. In v zvezi s tem je tudi Janez Pavel v pismu umetnikom napisal, tudi tedaj, ko umetniki raziskujejo najtemnejše globine duše ali najpretresljivejše vidike zla, so v bistvu glasniki vsesplošnega hrepenenja po odrešenju. Ali je torej po vašem mnenju umetnost, pristna umetnost, kot taka, sama po sebi, že usmerjena k presežnosti? Absolutno. O tem torej to je moje prepričanje in mislim, da je dejansko vsaka umetnost, tudi če nima direktnih religioznih, bi rekel, referenc, kaj se pravi referenca po slovensko, ne, da se naša direktno, da ne sodi v območje religioznega, vsaka umetnost dejansko govori o presežnem. Umetnost že sama po sebi, če pogledamo, kaj je umetnost? To je globlji pogled v stvarnost, globlji pogled v človeka, globlji pogled v naravo, globlji pogled v lepoto stvarstva. In to dejansko že govori o čem? Dejansko to že govori o nekem presežnem bitju, o nekem stvarniku. Glejte, če pogledamo po svetu, dejansko ne moremo reči, da so stvari same po sebi take brez govorice, brez sporočila. In tako da jaz mislim, da je treba umetnost postaviti pravzaprav v okrilje religioznega. Ali obstaja absolutno ateistična umetnost? Vprašanje. Ne vem, kakšno govorico, recimo, bi lahko dojel neki človek, ki vidi stvarstvo, naravo ali človeka v absolutno ateistični perspektivi. Mislim, da bi bila to, bi rekel, nemo stvarstvo. To stvarstvo ne bi govorilo. To stvarstvo bi bilo mutasto. To stvarstvo bi bilo brez besede. Samo stvarstvo, ki je dojeto kot stvarjenje, ne kot narava,
ampak kot stvarjenje, samo to stvarstvo dejansko spregovori. To stvarstvo nam sporoča nekaj, ima za nas eno besedo. In denimo, če vzamete, kako to se izraža v umetnosti, imate pred seboj, slišite, recimo v Mozartovem rekviemu imate Sanctus. Malo se zamislite, Sanctus. Torej, Božja slava, pleni sunt cieli et terra gloria tua. Polna so nebesa in zemlja tvoje slave. In Mozart to na tak način izrazi, jaz bi rekel, da v tem primeru doseže strop, bi rekel, izrekljivega. In prav že buta ob ta strop, da bi povedal še nekaj večjega, da bi predrl ta strop človeške izraznosti in povedal še nekaj večjega, kot je tisto, kar je že povedano. To čutiš recimo pri Mozartu, to čutiš pri Beethovnu, recimo pri njem, no, to je drug primer, pri njegovi misa solemnis, predvsem Benedictus quinit in nomine Domini, recimo, ne, ko pravzaprav dejansko Beethoven na izredno delikaten način, kar ni njegova navada, izredno nežen način nam pove, tukaj je zdaj Bog navzoč v svetem zakramentu. In se pravi, stvarstvo, narava, lepota vsega je pravzaprav razumljivo samo v perspektivi, v teološki perspektivi. Če je to delo nekoga, ki je stvarnik, ki je dober sam po sebi, ki je velik umetnik in tako naprej. In dobro, potem bomo v Kristusu spoznali tudi, da je to počelo, da je tudi dobrota sama in ljubezen. No in korak naprej, to se pravi, to je tisto, kar človek lahko čuti v stiku z to, kar vidi okrog sebe, stvarstvo in vse bogatstvo stvarstva. Potem pa recimo po učlovečenju Božjega Sina pa pride novo določilo, nov pogled, tokrat na človeka, na človeško telo. Et incarnatus est de Spiritus Sancto in se je utelesil po Svetem Duhu. Ena maša od Schuberta, ker je pela tudi svoj čas Mirjana Lipovškova, kvartet Et incarnatus est, verjetno imate tole v ušesih. Tu je nekaj novega, povsem novega, kar nam Schubert s tem pove. In tukaj je vsa zgodba krščanstva z človeškim telesom. Človeško telo, ki ima neskončno dostojanstvo. Človeško telo, ki ima čudovito usodo, ker nikakor ni to ječa duše, ampak ima zagotovljeno večnost, večno življenje in poveličanje. In gledajte, to je pravzaprav tisto, kar je krščanska umetnost izražala od začetka pa prav do danes. To sta dve ravni, raven stvarstva in raven odrešenja. Stvarstvo, Bog Oče, Bog Stvarnik, velik umetnik in potem Božji sin, učlovečeni sin iz Device Marije, ki
daje neko nedoumljivo dostojanstvo in lepoto človeškemu telesu in človeški usodi. To je to. Ja, jaz bi vas želel še to vprašati, torej, če so recimo neka umetniška dela, ki so iskrena in ki imajo veliko umetniško kvaliteto in upodabljajo oziroma pesnijo neko duhovno slabo stanje, neko dekadenco. In če so hkrati iskrena in kvalitetna, a lahko to v skladu z tem, kar je Janez Pavel povedal, razumemo kot en odraz hrepenenja po odrešitvi nekega umetnika, ki je duhovno precej nizko, če je iskreno, če ne gre za nek modni nihilizem. Torej, jaz mislim, da gledajte, umetnost ne bi smela imeti nobenih konkretnih ali celo pedagoških namenov. Umetnost mora biti zgolj izraz lepote, ali izraz žalosti, ali izraz radosti, ali izraz obupa, karkoli. Totalna iskrenost je pogoj umetnosti. Vse drugo, kar bi hoteli v kakšnih, bi rekel, takih romančkih, kjer bi zelo vzgojno, recimo, pripovedovali eno zgodbico, to ni več dobra umetnost. Umetnost ne sme imeti nobenih drugih ciljev kot izraz tega, kar čutiš, kar vidiš, kar domnevaš, po čemer hrepeniš. No, in torej je pa seveda možno, jasno, da človek živi v takem stanju ali tako vidi stvari, ali pozna take zgodbe, ki so zgodbe, kjer ni nič pozitivnega, kjer je vse temno, kjer je obup, kjer je žalost, kjer ni nobenega upanja, nobenega sonca. No, spomnim se, osebno sem poznal nekega francoskega pisatelja, Julien Green, ki je napisal celo nekaj zelo lepih strani o Sloveniji, ko je enkrat obiskal Slovenijo. No, in njegovi romani tamle v njegovem prvem obdobju so izredno temno, pač on je živel zelo, bi rekel, zelo konfliktno življenje in to so romani, kjer človek pravzaprav ne ve, kam bi šel, kaj bi storil, sama žalost, sam brezup in brezizhodnost, totalna brezizhodnost. In imel je pa prijatelja, francoskega filozofa Jacquesa Maritaina. Jacques Maritain, ki sta si dopisovala in tudi se obiskovala. In Julien Green ga vpraša, slišiš, kaj praviš o teh mojih romanih? Jaz sicer želim biti kristjan, katoličan, ampak jaz sem v takem stanju, da ne morem čisto nič sončnega, čisto nič, bi rekel, pozitivnega dati v svoje romane, ker jaz živim te drame izredno boleče in brez upanja. Maritain mu je odgovoril, ti slikaš življenje brez milosti. Življenje brez milosti. Se pravi, tudi tak, bi rekel, prikaz stvarnosti, ne da bi se to imelo kot namen, ampak tudi tak prikaz stvarnosti dejansko pove, kaj je človek, ki je pravzaprav prepuščen, ki je zgubil stik z Bogom in ki doživlja svojo pot, svojo življenjsko usodo
kot izredno mračno in tegobno. Ja, prostite. Jaz bi še to rad dodal, da se mi zdi pomembno poudariti, da so taka pričevanja zelo dragocena, ker upesnjujejo neko stanje, za katerega moramo kristjani vedeti, da je možnost vsakega izmed nas, če se ne pazimo, da ne zapademo v zlo. Da upesnjujejo nekaj, kar je moja možnost, če se ne odprem za milost in če se pustim demonom. Ja, vi že moralizirate. Torej, jaz bi rekel, ne, vidite, vsako moraliziranje bi rekel, v literaturi ali v umetnosti, to mora biti res izraz notranjosti, čist izraz notranjosti. In potem je umetnost res kvalitetna. Seveda, če gledamo slovensko, bi rekel, mišljenje na slovenskem, recimo v desetletjih, recimo pred stoletji, jasno, da je bilo zelo drugačne od tega, kar danes govorimo, zato mogoče, ne bi rekel, zato ni bilo ne vem kakšne literature, ampak v redu. Dejansko pa je kvaliteta skozi absolutno iskrenost. To je pogoj. Absolutna iskrenost je pogoj za kvaliteto. Ja, dovolite, da vas potem izzovem z naslednjim vprašanjem. Namreč na začetku vašega odgovora ste rekli, da umetnost mora izpovedovati, upesnjevati, upodabljati lepoto, obup, žalost. Ampak nek dominantni tokovi sodobne umetnosti pa so taki, kot da gre očitno za nek reduktivizem, kjer je pač stvarnost reducirana samo na eno dimenzijo, naprimer samo na družbeno dimenzijo, in potem je včasih celo umetnost v službi političnega aktivizma. In kljub temu, da taka umetnost uporablja enaka izrazna sredstva, ima po mojem mnenju dejansko zelo malo skupnega s tradicionalno umetnostjo, ker pač ne izpoveduje patosa in lepote. In zdaj moje vprašanje je to, kakšno je obzorje take umetnosti, ki je reducirana? Torej, zakaj ima sodobna umetnost v veliki meri težave z lepoto, oziroma, kot ste rekli, kako naj to vrednotimo brez moraliziranja, temveč na podlagi kriterijev, ki so imanentni samemu bistvu umetniškega ustvarjanja? No, dobro, jaz bi se vrnil k temu, kar smo prej govorili, ne? Namreč umetnost v funkciji nečesa drugega se že izneveri sama sebi. Zato recimo, kaj nam je pustil socialistični realizem? Malo kvalitete. Kaj nam je pustila nacistična germanska mitologija v umetnosti? Nič, ni kaj imenovati tam, ne? Ampak zdaj, dobro, vidite, ali je to vprašanje, vaše vprašanje, ali je to še umetnost, to je vprašanje. Ali je to še umetnost? Dobro, danes recimo imate marsikaj vidite tudi po razstavah po svetu, naprimer imate eno sliko, olje, razne barve, na tem olju pa stlačene recimo piksne od Coca-Cole, ne? In to naj bi bila velika umetnost. Veste kaj, umetnost je pravzaprav čas, je pa tukaj tisti, ki stvari pravzaprav razčisti. Kaj bo ostalo recimo čez 50 ali pa čez 100 let od tega, kar danes recimo v Sloveniji velja za kvaliteto? Bomo videli. Čas bo razčistil. Jaz mislim, naprimer, naši impresionisti so zelo dobro prestali to preizkušnjo časa. En Jakopič, en Grohar, mogoče še večji kot Jakopič, ne? Slana, Strnen in tako naprej, Jama. Gotovo, da oni so dobro prestali in to je umetnost, to je kvaliteta.
In kaj so oni hoteli? Oni so hoteli izražati samo lepoto. Ampak denimo Groharja, vzemimo Groharja, ki je bil religiozen človek, bolj kot Jakobič, in ki je nekaj izredno lepih religioznih stvari naredil, pa ga je potem Jakobič dejansko odvrnil od religiozne tematike in ga poslal, bi rekel, kot pejzažista, da je slikal macesne in tako naprej. Dobro, ampak je pa Grohar v svoji religiozni umetnosti pristen, zato ker je to iz njega izhajalo. Je pa seveda bil pred okusom danega časa, kot tudi Jakobič, recimo. Naprimer, škof Jeglič leta 1919 je ena razstava že jugoslovanske umetnosti v Parizu. Jugoslavija je obstajala komaj eno leto, ne, takrat. No, in Jeglič pravi v svojem dnevniku: te Jakobičeve packarije. Ne. In pravi: kako mi je bilo sram, ko je toliko nagote. Dobro, vidite, to je bilo, pač tako je bilo mišljenje, recimo v tistih časih, tako je bilo občutje, način čutenja, način videnja, ne, ki se nam danes zdi zelo ozko in ki dejansko je bilo zelo provincialno. V Vatikanu nikoli niso imeli take ozkosti, nikoli. In so bili vedno veliko bolj široki od 14. stoletja naprej. Ja, no, zdaj, da zaključimo to vprašanje, da dovolite, da preberem še nek vaš citat oziroma povzetek, ki se tega tiče. Namreč napisali ste, da je zdrava zemeljskost odprta v večnost, da to je tisto, kar ustvarja dela trajne vrednosti. In ste napisali: za krščanskega umetnika stvari tega sveta ohranijo svojo resničnost in težo, lepoto in smisel, neodvisno od religioznega pomena, ki ga lahko imajo. Brž ko umetnik izgubi smisel za zdravo zemeljskost, se njegova umetnost spridi in postane brezskrbna in dolgočasna. Vendar krščanstvo v svet prinaša dramatično konfliktnost. Iz te konfliktnosti se je rodila evropska umetnost. Lepota je vedno zmaga nad nečim, kar je nevredno. To počelo nasprotovanja lastnim strastem, ki ga krščanstvo vnaša v človeka, je pogoj za človekovo rast in iz njega raste naša umetnost. In zakaj je danes tako malo lepote, zakaj danes tako malo ustvarjamo? Ker smo zavrgli to načelo nasprotovanja in hočemo sovpadati neumno sami se seboj, človek pa se mora presegati. Zdaj, jaz nimam kaj dodati, razen če... Jaz tudi ne. No, ampak veste kaj, to je, glejte, francoski filozof Sartre pravi, da človek trapasto sovpada sam seboj, ne, coïncide bêtement avec soi-même, ne. Ravno to je tisto, kar je recimo hotel Marx in kaj je hotela ideologija, komunistična ideologija. Sovpadati s seboj. Veste, mačka perfektno sovpada sama s seboj. Ampak človek ni mačka. Je, ne? Kar pogledajte, mačka, to je mačka, perfektno. Človek nikoli absolutno isti sam seboj. Nekaj v njem ne špila, nekaj ga presega, nekaj ga vznemirja, nekaj ga sili drugam in više, ali pa niže. Ampak človek ne sovpada sam seboj. In tukaj je, bi rekel, počelo umetnosti. Tukaj je počelo umetnosti. To je ena misel, ki jo je zelo poudarjal pesnik Paul Claudel, ne. Krščanstvo je počelo nasprotovanja našim, bi rekel,
nižjim strastem, naši, bi rekel, banalnosti ali vulgarnosti, našemu težnju k nekvaliteti. Krščanstvo je tisto, kar osporava temu in je kot želo, ki nas bije. In iz tega je zrasla evropska umetnost. Iz tega počela nasprotovanja. Ja, in No, recimo v neki latinski himni je rečeno quantum potes tantum aude. Koliko moreš, toliko si drzni. To je počelo, krščansko počelo. In s tem je krščanstvo, bi rekel, ne samo ustvarilo veliko umetnost, kot pravi Hans Urs von Balthasar, velika umetnost je krščanska, katoliška. Je ustvarilo tudi, to je gnalo tudi evropskega človeka, da je osvajal druge zemlje, druge celine, da je pravzaprav svojo civilizacijo ponesel do kraja zemlje. To je tisto, kar je ustvarilo krščanstvo, ki je nasprotovanje, bi rekel, notranje počelo nasprotovanja v človeku, ki mu ne pusti, da bi sovpadal sam s seboj. ja, zdaj smo ravno, to je lepa istočnica za pravzaprav temeljno vprašanje, namreč, kaj sploh je umetniško ustvarjanje v teološki perspektivi. Janez Pavel II. V pismu umetnikom pravi, drzne besede, vsaka umetnost je na nek način deleženje na Božjem stvariteljskem aktu. Torej, kako naj razumemo človekovo slopo umetniškem ustvarjanju v teološki perspektivi? Dejansko je dobro, mi danes govorimo, uporabljamo besedo ustvarjati. Ne? To besedo v prejšnjih stoletjih, recimo v srednjem veku, ta beseda je bila rezervirana za Boga. Bog ustvarja iz nič. Človek pravzaprav posnema. Človek se inspirira, bi rekel, ima že model, ima že vzor, ki ga vidi in ki ga na svoj način, glede na svojo subjektivnost, na svoj pogled, tisti vzor, bi rekel, ponovno reproducira, ga ponovno preustvari. Dejansko lahko rečemo, je neke vrste nas, bi rekel, Božje delo, ne? Božje delo, umetnik je Božji, bi rekel, tisti, ki je blizu Bogu, ki nadaljuje Božje delo, ki za določen narod, za določen čas, za določeno okolje ustvarja neko, bi rekel, neko kvalitetno umetnost, lepoto, ki daje smisel ljudem, ki jih tudi seznanja s tem, kar oni so, preko njega, ker je predstavnik tudi nekega ljudstva in isto čuti kot isto ljudstvo. Bi rekel, v tem smislu je umetnik, posrednik nekega Božjega sporočila. Nadaljuje Božje delo in, če hočete, partikularizira to, kar je nasplošno ustvarjeno, Bog ustvaril, umetnik za neko dobo in za nek narod pove tisto na svoj način in bogati tisti narod in tisto obdobje. Ja. In zdaj pa še zapravo iz tega izhaja vprašanje o razodevanju Boga prek lepote. Namreč na kakšen način je umetnost most do verskega izkustva in kako lahko neko estetsko izkustvo v nas povzroči duhovno spremembo. Vi recimo ste že kot otroka, vas je Bog očaral prek Jelovškovih fresk v grobljah. Potem pa obstaja nek zelo pomenljiv odlomek v vaši knjigi, kjer nekako od svoje doživljanje Francije opišete takole. Vse lepote krajin, vse podobe slikarjev z njihovimi sporočili,
Vsa spoznanja o branju pesnikov in pisateljev, vse bogatstvo impresij in čustev je bilo treba integrirati v celoto. Vse to razkošje, ki je nagovarjalo srce in razum, je bilo treba poenotiti in z njim zgraditi skladno stavbo. Zato je poskrbel Gospod, ki mi je 2-krat zadal tako sladko skeleče rane in me tako silno pritegnil k sebi, da se nisem mogel nikoli več ločiti od njega. To se meni zdi silno dragoceno pričevanje pravzaprav o tem, kako neko estetsko izkustvo prek umetniškega dela povzroči neko duhovno spremembo. Ja, to je težko govoriti o tem, veste. Dejansko greš po gozdu in vidiš drevje, vidiš mah, travo, ne. In tisto naenkrat je pred teboj kot razodetje svetega, razodetje Boga. In hkrati je neko notranje doživetje ob tem, kar ti vidiš, neko notranje doživetje, ki te presune, ta beseda je pravilna, ki te presune. In hkrati se zaveš nekih globin, ki jih prej nisi niti domneval, in hkrati se zaveš, da je na dnu teh globin nekdo, ki je bolj ti kot ti sam. Kot pravi sveti Avguštin, intimior intimo meo. Ne? To je to izkustvo, ki ga človeku lahko prihaja od narave najprej, ampak potem se pa to pravzaprav preseli v notranjost in neki trenutek, moram reči, da spontano, kjerkoli si, padeš na kolena. Padeš na kolena in veš, da se je zgodila neka skrivnost v tebi, neko razodetje, neko izkustvo. Zanimivo, da vsako izkustvo, močno izkustvo samega sebe gre vštric z izkustvom Boga. Ali če hočete, vsako izkustvo Boga gre vštric z izkustvom samega sebe. In samo v ignoranci, v nevednosti samega sebe je človek lahko ateist. Kolikor ima spoznanje o sebi, kolikor dojema samega sebe v resnici, toliko bo tudi imel izkustva Boga. To je zelo avguštinovsko. Avguštin pravi, pozno sem te vzljubil, večno davna in večno nova lepota. Pozno sem te vzljubil. Bil si znotraj v meni, a jaz nisem bil v sebi. Jaz sem bil zunaj. Jaz sem taval. Jaz sem taval za lepimi stvarmi, ki si jih ti ustvaril. In te stvari, te lepe stvari, ki si jih ti ustvaril, so me begale. In sem bil izgubljen sebi. Ko pa sem te doživel kot notranji, kot moj notranji, bolj notranji meni kot jaz sam, intimior intimo meo, potem sem našel tudi sebe. In pravi, in moje življenje je živo, prepolno tebe. Moje življenje je živo, ker lahko je tudi mrtvo, ne? Moje življenje je živo, prepolno tebe. Se pravi, vedno, veste, to so hude, bi rekel, besede pravzaprav, a so vsi ateisti, slovenski ateisti, pravzaprav, da noben niti samega se ne pozna.
ne odkril še, ne vem. Dejansko pa je to, da človek je lahko ateist, dokler se ni našel. Če si se našel, ne moreš biti več ateist. No, po teh visokih mislih, visokih sferah bo pa zadnje vprašanje nekoliko bolj prozaično in bolj praktično stvarne narave. Torej, kakšna naj bi bila vloga umetnika v cerkvi? In tu pri tem izhajam iz cerkvenega dokumenta za pastoralo kulture Papeškega sveta za kulturo iz leta 2000, kjer piše, da je potrebna obnovitev dialoga med cerkvijo in različnimi umetniškimi ustanovami, od župnij do katehetskih služb, do škofij in tako naprej, in da ta pastorala mora pospeševati delo združenj, ki so sposobna začeti ploden dialog z umetniki. Krajevne cerkve, ki so bile glede njih včasih nekoliko zadržane, lahko s ponovno navezavo stika ob primernih srečanjih samo pridobijo. Zdaj, jaz imam v mislih slovensko situacijo, ne Rim. Tam je druga pesem, ampak za Slovenijo ste vi v nekem povsem drugem kontekstu napisali takole za slovenskega duhovnika. Slovenski duhovnik je izjemno delaven, praktično sposoben, je realist, blizu stvarnosti, ima znanje za reševanje konkretnih problemov in tako naprej. Ampak meni se zdi, da za gradnjo duhovnega občestva je pa dobro še nekaj več. A se vam zdi, da bi bilo dobro, da bi slovenski duhovniki, tako kot je to počel trnovski župnik, še bolj spodbujali umetnost, ki je pač ena zelo pomembna človekova razsežnost in nekaj pomembnega pri gradnji duhovnega občestva? Kot je to trnovski župnik, recimo. Počel. Janez Pogačnik, ne? Ja. No, veste kaj, meni se zdi, da bi bilo normalno bi bilo. In to moram reči duhovnikom. Med duhovnikom in umetnikom je neka globoka sorodnost. Če duhovnik, bi rekel, res živi svojo duhovnost, mu bo vsak umetnik zelo blizu. In se bo z vsakim umetnikom globoko razumel. Pa umetnikom ni treba nič posebnih lekcij dajati glede njihovega osebnega življenja in tako naprej. To naj duhovnik kar odmisli. Ne? Ker ni treba nič moralizirati tukaj, ampak naj vidi v njem umetnika, nosilca neke ideje, nekega hrepenenja, neke lepote, ki jo je sposoben ustvariti, ne? In dati smisel, bi rekel, svojo umetnostjo, več smisla narodu. In bi rekel, in tukaj naj se splete, bi rekel, je zaželeno, da bi res med duhovniki in umetniki se vzpostavili odnosi prijateljstva, zaupnosti in sodelovanja. Glejte, žal tega, recimo, tega svoj čas ni bilo, tako da kaj so pustili naši impresionisti v naših cerkvah, bore malo. Smo pa imeli razne Kožele, pa razne druge slikarje, ki so manj kvalitetni, manj talentirani kot naši impresionisti. Ampak kaj? Zato, ker so bili mogoče malo bolj liberalni, ker so bili malo bolj boemski ali kaj takega. In gospodom župnikom to že ni bilo všeč. Ne sodimo umetnike samo kot umetnike, ne pa čisto drugo. Jaz vam iz osebnih izkustev lahko povem, sem imel v svojem življenju veliko prijateljev, še jih imam, prijateljev umetnikov, ampak nikoli se nisem spraševal, kako oni živijo ali pa kaj takega. Samo na njihovo umetnost sem gledal. Ne? No, da grem še globje v tem vprašanju. Ne? Namreč, vi ste zapisali, ko ste bili profesor na teološki fakulteti v tistih težkih 60 letih,
ko ste bili svoboden človek v nesvobodnem režimu, ste takrat rekli, svobode nam ne podarimo, svobodo si vzamemo. Torej, svobode nam ne podarijo, svobodo si vzamemo. In potem, ko so vas vprašali, kako bomo premagali komunizem, ste vi rekli, komunizem bomo premagali s kvaliteto. In zdaj bi se pa navezal na današnjo situacijo, kjer imamo svobodo, ampak v času pseudo-umetnosti, v času pseudo-teorije umetnosti, se mi zdi, ne, da bi bilo najbolj smiselno, ne da starnamo nad tem, kar je slabo, ampak da se temu zoperstavimo z lastno kvaliteto. To pomeni s trdim delom, torej poleg talenta, s trdim delom, z napornim študijem, ki bi pač izobraževanjem, ki bi porodilo neka umetniška dela in teorije umetnosti, ki bi pritegnile svojo kvaliteto. In kako spodbuditi tak preporod? A mislite, da je že zrel čas, recimo, da bi Ljubljana imela nek katoliški kulturni center? To je vprašanje, na katerega jaz težko odgovarjam v tem trenutku. Zdi se mi pa izredno zanimiva ta ideja. Ne vem, torej... Da bi se mladi naučili. Ja, recimo, to, kar sem dejal, ne, jaz sem velikokrat rekel, ko smo bili v času komunizma, v svojem delovanju, mnogokrat zelo omejeni. Jaz sem rekel, lahko nam prepovedo marsikaj, veliko, ampak kvalitete nam pa ne morejo prepovedati. Da si kvaliteten človek, kvaliteten predavatelj, kvaliteten mislec, kvaliteten pisatelj, kvaliteten pesnik, kvaliteten duhovnik. Ne? To jaz mislim, da bi, to je stvar, mogoče je potreba tukaj, si predstavljam, potreba po neki koordinaciji, ne? Potreba po nekem središču, potreba po nekem, bi rekel, neki organizaciji, pa po nekem domu, po neki stavbi, po nekem, neki instituciji, kjer bo, bi rekel, kot apel, kot klic mladim umetnikom, kjer se lahko, bi rekel, oglasijo, kjer bodo dobili, bi rekel, prišli, našli primerno prijateljsko besedo, prijateljski nasvet, tudi pomoč, pa, kaj se pravi, pa spodbudo. Verjetno je to nekaj, to jaz žal pač ne morem soditi o tem, ker ne živim stalno v Sloveniji, ampak zdi se mi pa, da bi to mogoče bila ena zelo, zelo dobra stvar. Dejansko pa drži, gledajte, kvaliteta slovenskega katolicizma, misli, umetnosti in potem seveda in duhovnosti, kvaliteta slovenskega klera tudi, ne? Ki moram reči, verjemite mi, da ni slaba, tako kot jaz vidim, lahko bi bila boljša. Ampak da pravzaprav, da bi to strnili v en skupni, bi rekel, skupno voljo, da nekaj ustvarimo, da se dvigamo in da gremo, bi rekel, v kakšne bolj svetle čase, bolj kvalitetne, bi rekel, čase, kjer bo slovenska, bi rekel, katoliška misel in katoliška navzočnost v tem narodu zablestela bolj kvalitetno kot recimo v tem trenutku. Pa že danes, jaz bi rekel, ni slabo, vendar marsikaj lahko se naredi še v prihodnje. In verjetno je tukaj potrebno. Hvala lepa za vaše odgovore, gospod kardinal, nekoliko je soparno že. Torej, če bi vi želeli kaj dodati, če ne, bomo pa prosili publiko, če ima jaz bi dodal samo tole, veste kaj, umetnost, umetnik, ne, veste kaj, vsak izmed nas je lahko umetnik. Ni treba imeti nič posebnih, nobenih posebnih talentov.
vsak izmed nas lahko iz svojega življenja naredi mojstrovino. S tem, da je plemenit, s tem, da je dober do drugih, da je sočuten do drugih, da je širok v svojem mišljenju, da ne obsoja. Skratka, da preprosto vzame zares evangelij in potem, bi rekel, bo njegovo življenje bo mojstrovina, bo umetnina. Vsi smo lahko umetniki in vsi smo poklicani, da postanemo umetniki. Torej, vabljeni ste, da gospoda kardinala vprašate, kaj v zvezi s to temo, o kateri smo se pogovarjali ravno kar. Pozdravljeni, gospod kardinal, če dovolite, bi pa jaz vas nekaj vprašal. Prosim, gospod Simčič. A smem povedati nič? Smete, seveda smete. A vse? Ja, seveda, po vaši želji. Veste, gospod Mik Simčič je ustvaril eno veliko umetnino. Naredil je v Kararskem marmorju in naredil čudovit portret papeža Frančiška. Izredno lepa stvar. Ne vem, če v Italiji kakšen umetnik je sposoben kaj takega narediti. In poleg tega še 6 drugih portretov papeža Frančiška, 7 drugih portretov v bronu. Ne? In že recimo direktorica Vatikanskih muzejev je bila začudena nad kvaliteto tega dela. To se si dovolj povedati. Hvala lepa, gospod kardinal. Moja misel se seveda navezuje na zadnje vaše spregovorjene misli. Namreč ravno pred kratkim sem zasledil po naključju neko misel Leonarda da Vincija, ki pravi, vrhunsko obrtniško delo še ni umetnost. Umetnost nastane takrat, ko začutimo Božji glas. Ko začutimo Božji glas, ko dobimo Božji navdih, se pravi tisto nekaj več, ko spoznamo, ko ste dejali samega sebe, ko stopimo v sebe in se povežemo s tistim nečem višjim. In zdaj to seveda ni to moje vprašanje, ampak nadaljujem. Priča smo nečemu, kar se pod preprogo umetnosti pometa, in to so skrajno bizarna izvajanja ničevosti. Danes to imenujejo umetnost in ljudje so zbegani. Ne vedo, kje je ločnica, kaj to pravzaprav je umetnost in kaj več ni. Zadnja leta sem precej prehodil po svetu, po svetovnih muzejih. Bil sem globoko razočaran in pa z neko spakedranko bi se izrazil ziritiran in prizadet na nek način. Namreč to so neka izvajanja, ki jo zagovarjajo neki samoklicani vrhunski svetovni poznavalci in strokovnjaki, v katerih pa ne vidim nič, pravzaprav nič. In kje lahko prepoznamo to ločnico? Kje je za vas umetnost in kje se to konča? Ja, veste kaj, gospod Simčič, jaz mislim to, kar sem rekel, ne, tukaj je pa čas tisti, ki. Čas bo, kaj bo čez 50 let s temi umetninami, nihče več jih ne bo, bi rekel, se spominjal. Zgodovina sama pravzaprav pomete s temi nekvalitetnimi stvarmi, ne? Namreč še nekaj bi dodal,
Imel sem pred leti imenitne pogovore z predstojnikom psihiatrične bolnice, to je bil profesor doktor Kostnapel. Pisatelj in pravi, eno misel sem si zapomnil, pravi, veste, nas ne zanima, kaj se dela v laboratoriju, nas zanima vakcina, nas zanima rezultat. No in po muzejih tako imenovane moderne umetnosti po svetu najdemo ne samo odpadke človeške družbe, ampak naključne kamenje, gles, plastiko, tako kot bi pometali po cestah, dajali na kup, temu rečejo danes inštalacija. Ja. In to je tisto, kar me bega in mislim, sam je že razumem, ampak vidim, da ljudje ne razumejo in so globoko zbegani in se ne upajo razmišljati več o tem, kaj sploh je umetnost. Ja, to je pa, veste kaj, to je pa propaganda, ne? Je, bi rekel, niso sposobni z lastno svojo glavo misliti in svojim srcem, bi rekel, vrednotiti, sprejeti ali zavreči, recimo, ne? Ali je kvaliteta, nimajo več kriterijev, ne? In to kaže seveda pravzaprav na hudo pomankanje izobrazbe in vzgoje, pomankanje vzgoje. Ja, to pač tako je. Hvala lepa. Jaz bi imela to vprašanje kot katoličanka. Ne, se bo kar naglasila. Prosim, če ostanete, pa se vrnete, da bodo lahko vsi slišali. Ampak če pridete sem, da morda bi prosila vse, da pridete sem, ki želite govoriti, zato ker se snema. Matica pa, kot vidite, je malce tradicionalna, pa nima prenosnega mikrofona, žal. Dobar večer, hvala za čudovito predavanje. Mene pa zanima, glede na to, kar ste prej rekli, da umetnost, da pač stvarstvo ne more bi bilo nemo brez Boga. Ali mislite, da Satan ne govori, oziroma kot kristjani moramo prepustiti vse času? Ja, čakajte, kaj je vprašanje bolj? Ja, vi ste recimo, ko je bilo Evropska prestolnica kulture, ste nekako, kako bi lahko rekli, moralistično odšli z nekega koncerta, da bi pokazali, da se nekako ne strinjate s tem, ne? In recimo mi kot kristjani se moramo tudi nekako postaviti moralistično včasih. In zdaj v tem vašem večeru pa je bilo ves čas poslušati, da čas sam pokaže oziroma prepusti. Ja, torej, veste kaj, jaz bi rekel, jaz sem govoril v tem smislu, da umetnik naj se izpove. Ne? Umetnik ima tudi svoje kriterije, tudi svoje moralne kriterije. Ampak recimo, če nekdo na cerkev napiše grafit, on misli, da je to umetnik. Mi ne moremo dovoliti, da se on izpove. Ja, seveda. Seveda, to se pravi, jaz sem govoril pravzaprav o umetniškem ustvarjanju, ne, ki zahteva absolutno iskrenost. So pa potem, kaj sodi publika, kaj sodi tudi nekako red, recimo javni red in mir in tako naprej, kaj sodi okus nekega, bi rekel, nekega naroda, kaj sodijo čustva nekega naroda. Če so recimo čustva neke populacije, nekih ljudi, da jih neka umetnost žali, potem je to ni prav. Tudi če je iskreno strani umetnika, ampak umetnik mora imeti tudi odnos do ljudi, med katerimi živi in za katere dela. No, tu smo recimo pri problemu tehle karikature o Mohamedu, Charlie Hebdo, ne? Dobro, ki so zelo nedolžne, se ste videli, recimo, ne?
Ampak, če to žali, recimo, muslimane, jaz ne bom delal karikatur o Mohamedu. Ali recimo, ko so ena skupina strelnikov v Celju, Brezjanska Marija s podganom v naročju. To žali slovenska verna čustva. In to, ne vem, a je to. Moje vprašanje se je nanašalo, če lahko tudi Satan govori z jezikom umetnosti. Tudi seveda, vse je zgovoren. Še kako vprašanje vi, gospod? Kar na glas povejte pa. Kar na glas. Ja. Najprej iskrena hvala za bogato predavanje, skoraj za bogate misli. Moje kratko vprašanje. Prvič, vem, da v svojih mnogih spisih vi ste se posvetili vsaj eno svojo knjigo drugim veram, veroizpovedim. Me zanima, če bi se dalo na kratko povedati, kako v drugih verah to temo obravnavajo, če se da na kratko. Se je vprašanje zelo široko. Namreč v krščanstvu pa v katolištvu imamo to triado bonum verum pulchrum. Ja. Da je vse to med seboj povezano in nujno povezano. Če ni enega, tudi drugih ne more biti, kaj ne? Ja. Kako je to pri drugih, če je? No, veste kaj, torej, pravzaprav unum verum pulchrum, to je pravzaprav že pri Platonu, veste, to je že od starih Grkov smo to prejeli, ne? Zdaj, recimo, je tu razlika, recimo, glede lepote. Imate, recimo, budizem, hinduizem, tudi krščanstvo, bi rekel, ustvarja figurativno, ne? Tudi človeka, recimo, ne? Medtem ko islam in judovstvo pa so bolj abstraktni. Tam arhitektura, pa vse to ampak da bi pa človeško figuro predstavljali, tega ne. Zdaj, seveda, bi rekel, s tem, da je že v judovstvu in v islamu pravzaprav dovoljeno samo religiozna arhitektura, že s tem odpade vaše vprašanje, ker ne more biti slabe arhitekture. Tale verum bonum je tam, ko ti, bi rekel, ko govoriš ali namalaš človeka, recimo, ali opisuješ človeka, recimo, ne. In tega po mojem se več ali manj vse držijo, vsak po svojih. Islam ima svoje kriterije, kaj je resnično in kaj je dobro. Hinduizem ima svoje kriterije, kaj je resnično in dobro, budizem spet svoje, ne, in tako naprej. Vendar meni se zdi, da neki skupni imenovalec gotovo da je. Nasplošno vsi bodo rekli, ja, umetnost mora spoštovati torej to, kar je lepo, slediti lepoti, slediti resnici, ne sme biti lažna, ne sme zavajati, mora biti resnična in dobra, ampak to zdaj, kaj pa konkretno, to se pa verjetno v marsičem razhajamo, eni od drugih. Ampak nasplošno, jaz sem prepričan, da zelo nasplošno vse človeštvo se bo strinjalo s tem, da je treba delati to, kar je resnično in dobro. In tudi v umetnosti. Še kako vprašanje, prosim. No. Lepota je sigurno nekaj najbolj privlačnega za človeka, ki se ukvarja, ki je človek, kot ste že sami rekli, človek je lahko umetnik. Ampak, če rečem iz glasbe, mislim, da je bila leta 18 je bila premiera posvečenja pomladi Stravinskih. Aha. Pa 16, kakorkoli že. To je bila prva taka skladba, ki je bila izrazito nasilna, v smislu ritmov, zvoka. Ja. In takrat je izbruhnil splošni pretep
na koncertu med ljudmi, ki so bili tako osupli. Ampak danes je to umetnina. Ja. Veste, mislim tako, da včasih je mogoče malo, za moj občutek, lepota v tistem klasičnem Michelangelovem smislu in stilu, ali pa v pesmih, ki so razumljive v limah, ne, včasih se pol čas se ustavi, ne. Mislim, čas gre naprej. No, Ja, veste kaj, gotovo, da se spreminja, recimo, da se okus se spreminja tukaj. Recimo, Le Sacre de Printemps, ne, je francoski naslov te skladbe Stravinskega, ki seveda takrat je povzročilo veliko presenečenja in tudi nasprotovanja, da je to ena taka, bi rekel, animalična, živalska vitalnost noter, ne. Veste kaj, jaz bi rekel, tudi to je Božje in danes to sprejemamo. Meni je to strašno všeč. Gospod Kovač. Vaša eminenca, hvala lepa za vaše pričevanje o lepoti. Jaz sem se tukaj pomladil, 40 let, ker ste bil moj profesor in sem podoživljal vaša predavanja. Bi vas pa vprašal, glede na to, da ste bil ljubitelj oljnih platen, arhitekture in ste še tudi glasbe. Danes smo brali v psalmu, želel bi biti moder in poslušam modrece, ampak potem brenkam na strune in prodrem v skrivnost. A po vašem mnenju tudi glasba naredi največji metafizični preboj, ali jo kdaj preraste poezija, slikarstvo ali arhitektura? Hvala lepa. Ja, hvala lepa. Se vidi, da vprašanje zastavlja estet, umetnik. Ne. Gospod Edi, doktor Kovač, veste kaj, gledajte, imate v glasbi, jaz mislim, da je glasba tista umetnost, ki najbolj, veste, najbolj buta ob ta zaprti svet, ne? Veste, svet, recimo, ki je zaprt. In glasba gre, vzemimo 9. simfonija Beethovenova. Ali Händlov Aleluja, recimo. Še, jaz ne vem, a si, ko poslušate Händlov Aleluja, si lahko predstavljate, da bi še nekaj totalno drugačnega, pa vendarle v isti liniji, še bilo mogoče povedati in bi prodrl, bi rekel, to steno, ki nas zapira v ta svet in bi šli v transcendenco. Ali recimo pri Malerju, Gustav Mahler, ki je bil 2 leti v Ljubljani, verjetno tukaj kje. Ne? Ja, njegova vstajenje, recimo, simfonija vstajenje. In, no, ali pa nekaj, recimo, silno pobožnega Claudio Monteverdi, 16. stoletje, ne, njegove Ave Maris Stella ali njegovi madrigali. Pravzaprav, jaz mislim, da človek bi rekel, nikoli ni šel tako daleč v svojem izrazu, ne v besedi, ne v kamnu, ne v arhitekturi, ne v kiparstvu, ni šel tako daleč kot v glasbi. Glasba se že najdlje in največ pove. In jaz tako vidim, no. Seveda, saj imate pa tudi, kaj jaz vem, vzemite enega Berninija, pa njegove mladostne deklice, infante, ne. Ja, to je tudi ta božanska golota, to je tudi vse presežno, to ni več od tega sveta. To presega ta svet, ta lepota, ne. Mogoče tudi poezija, samo poezija ima
ima to težavo, da je praktično neprevedljiva, se ne da prevesti. Ne moreš, vzemite, kaj svem, vzemite Bodlerja v slovenščini. Brane, kaj praviš ti? Ampak, če pa bereš Braneta v slovenščini, to pa je, ne? Ja. Jaz pa še eno vprašanje. Recimo, včasih imam občutek, da je umetnost kristjanov vedno varno hiti v zgodovino, v preteklost. Nikoli ni sedaj. Kako v preteklost? Recimo te pločevinke na vaši sliki, ki ste omenili na razstavi, Coca-Cole, bi lahko bile tudi mogoče izraz kristjanov. No, veste kaj, da je bila, to je bilo, veste kaj, to je drži za mogoče, za določen trenutek v slovenskem prostoru, ne, jaz sem omenil Jegliča, recimo, ne, dejansko pa v času renesanse, recimo, nikakor ni bilo to, so bili na špici in zelo naprej pred vsemi drugimi, tako da odvisno. Mogoče v določenih časih, da so bili, pa ne, v umetnosti so bili, kristjani so bili zmeraj zelo daleč naprej, veste. Recimo danes, če dam bolj konkretno primer vprašanju, recimo večina kristjanov bo zelo rada imela sliko Marka Ivana Rupnika, recimo sliko nekega popolnoma abstraktnega slikarja, naprimer lahko dam primer, naprimer nekaj takega, bo pa rekli, to pa ni nobena umetnost. V tem sem recimo želela. Ja, veste kaj, to... Ta varnost zgodovine. Ja, ne vem, no, torej nasplošno jaz bi rekel, da je bil nek konservativizem doma, bi rekel, zaradi nekega puritanizma, nekega jansenizma, nekega manikejstva, ki je bil predvsej udomačen med kristjani, da je nekaj tega bilo tudi v umetnosti podržalo. Danes tega ni več praktično. Ne vem. Morda bi počasi zaključili, razen če bi vi želeli še ura in pol. V redu, ura in pol. Kaj pa duhovniki umetniki? Želimo v literaturi od Gregorčiča, Kamšperca in tako dalje. Veste, ta čas je pa verjetno minil, veste. Tisti, ki so, bi rekel Gregorčič, pa Finžgar, pa Jalen, recimo, pa še kdo drug, ne vem, danes niso šli v Lemenat tisti fanti, ne, so šli drugam. Omenili ste, da je v človeku nekaj ne štima, ne, in da je to počela vse umetnosti, iz katerega pravzaprav izhaja njegov dar za umetnost. In to je res briljantno, nekaj, kar se bi jaz zapomnil. Moje vprašanje pa bistveno bolj prozaično, in sicer v Vatikanu, kjer ste preživeli nekaj čase, sred klasičnih skulptur sta dve velikanski bronasti zadevi, katerih uradnih imen, ne vem, pa zdaj mi internet ni delo, ampak eno je ogromna bronasta sfera, drugo je pa, mislim, da je Jezusovo ustajenje. Kje je to? V Vatikanu. Ja, Vatikan je velik. In sta izjemno modernistični. Meni sta sicer izjemno všeč, vem pa, da se krešejo mnenja okrog tega, kako so pol vam všeč. No, ampak veste, gledajte, že Pavel VI je bil izredno, torej tudi po svojih umetniških, bi rekel, tendencah, okusu, je bil silno moderen človek, ne? In recimo vrata v Baziliko svetega Petra, tudi za časa Janeza 23. Vse to je zelo moderno, celo mogoče, no, ne vem, vprašanje, če niso žrtvovali kvaliteto zaradi modernosti. Ne, to je nevarno. Mi je to všeč, ne? Kaj pa ta, ne vem, kako je ime, ampak je neka pa kje je to ogromna na Vatikanskem vrtu, ogromna bronasta sfera. Na Cortile della Pigna, veste, tista Cortile della Pigna v Vatikanskih muzejih. A ja,
Ne vem, kaj je italijansko reči. Pomodoro. Kakšno je vaše mnenje? Pomodoro. Kristusa iz Aula Pavla VI. A ja, tisto. Glasovali, a bi jih dali noter. A ja. Ne. Kakšno je vaše mnenje o tem? Pa veste kaj, da dele pa res se ne spominjam tiste pinje se spominjam, ampak onega pa nimam prezentno zdaj v tem trenutku, prostite mi. Ja. Na tem mestu bi rada rekla, spoštovani kardinal, gospod Rode, ob veličini vaših besed o umetnosti sem sama postala skoraj da podobna tistemu nememu človeku, o katerem ste govorili, a ne zato, ker bi izgubila religiozno. Zakaj? Prepričana sem, da sem se tako jaz kot mnogi danes tukaj našla v vaših besedah, v vaših mislih. Hvala. Ja, jaz bi se zahvalil gospodu kardinalu in samo še povabil na naslednje predavanje, ki bo 7. novembra, in sicer bomo gostili zagrebško-ljubljanskega metropolita Srpske pravoslavne cerkve Vladiko Porfirija Perića, in z njim se bomo pogovarjali o isti temi kot z gospodom kardinalom. Hvala lepa. Dobro. V imenu Slovenske matice in tudi seveda gotovo tudi poslušalk in poslušalcev bi torej rada vam predala neko skromno darilo. Spregovorili bi z besedami našega nekdanjega predsednika, akademika doktorja Primoža Simonitija, ki se je pred kratkim poslovil od nas in je v svojih raziskavah, ki vam jih poklanjamo, nenehno dokazoval v svojih raziskavah o humanizmu, kako pomembno je bilo tako slovensko duhovništvo, kot tuji, kako pomembni so bili tuji duhovniki na naših tleh za oblikovanje kulture našega naroda, torej tudi vprašanj, o katerih smo govorili danes. Hvala. Iskrena, globoka hvala. Hvala. Hvala tudi današnjemu moderatorju, ki je bil, moramo priznati, izjemen. Poklanjamo mu knjigo, prav tako našega odličnega avtorja, ki se je poslovil letos, profesorja, doktorja Zapudra, ki je dokazal s svojim prevodom božanske komedije, da zna slovenski jezik tudi zazveneti božansko. Predvsem pa hvala organizatorjem tudi, na zadnje hvala organizatorjem današnjega večera, ki je društvo oziroma kdo, ki je sprožil to, da se začenjamo znova pogovarjati in da začenjamo znova dokazovati, da od nekdaj obstaja vprašanje med umetnostjo in religijo, in hvala družini. Zdaj pa še prosim en izjemen, velik aplavz našemu današnjemu gostu.